Monika, s tabo bi danes rada par stvari obdelala, recimo kakšna je pot nadarjenega, potem nekaj o fenomenu 8. marca, pa prihodnosti, kot jo ti vidiš, in pa neki novi dobi, ki se da ni, oziroma me zanima tukaj nek tvoj pogled na to. Pa mogoče za začetek teh dneh spoznavaš oziroma boš spoznala Baracka Obamo. To pač ne glede na to, kakšen je odnos ljudi ali do politike, ali do Amerike, ali do Obame, vendarle je Obama. Pač ne spozna ga vsak. Hočem reči, da nekje imaš dostop do nečesa, česar velika večina nima. V življenju se tudi marsikaj dosegla, kljub svoji mladosti, bova kasneje o tem, ampak kakšna je pot nadarjenega oziroma kakšna je tvoja pot v tem kontekstu malo posebnega življenja? Meni se zdi, da se meni zadnje leto obrnilo na glavo. To, da sem jaz imela priložnost 1 leto živeti v New Yorku, delati z Obamovo administracijo, spoznavati ljudi iz celega sveta, da je bilo to živahno, brbotajoče mesto, moj dom, da sem hkrati delala lahko za inštitut, je definitivno nekaj, kar se zgodi 30, 40, 50 ljudem na svetu. Mi smo zdaj 4. skupina, 4. letnik, 12 nas je, tako da to je res ena izjemna priložnost in v bistvu privilegij. Kako sem do tega prišla, kako se mi je to zgodilo, kakšna je bila moja pot? Čisto iskreno, meni se nikoli ni zdela nič posebnega, tudi če bi me ti zdaj recimo vprašala, a so ti stvari vedno ratale, a si bila vedno uspešna, bi jaz rekla ne. Pač jaz sem bila obupna v športu, obupna v matematiki, fiziki, kemiji. Meni se je zdelo celo osnovno šolo pa gimnazijo, da se moram res truditi, da pač nekaj dosežem, in nekako se nisem našla, nisem bila nadarjena za ples, za igranje inštrumentov. In šele pol, ko sem prišla na faks in začela študirati sociologijo, sem nekako ugotovila, da to je pa nekaj, kjer jaz stvari ne samo razumem, ampak tudi znam delovati tako, da se stvari spremenijo. In sem nekako našla to svoje, ne vem, poslanstvo, nek smisel v tem, kar počnem, in začela delati. In tudi to delo, ki ga jaz opravljam z inštitutom v kolektivu, je delo, kjer bolj pogosto nam nič ne rata, pa se matramo, pa delamo. Tako da jaz pravim, da ta pot, da sem prišla do tukaj, je predvsem posledica tega, da nikoli nismo bili preračunljivi. Jaz nikoli nisem delala nobene kampanje v Sloveniji z mislijo, da bom pristala tukaj, kjer sem, pa 2, da smo trmasti in ne nehamo. In meni se zdi, da večja skrivnost kot neka nadarjenost je pač kombinacija tega dvojega. Ja, zanimivo se mi zdi, ko si zadnjič na Facebooku opisovala o tem, kaj človeka spelje, ali da ostane v tistem svojem poslanstvu in res dela in širi dobro, ali pa da pač gre neko stransko pot, da ga odnese nekam in da ni več to, za kar je na začetku bil in se zavzemal. Pa me zanima recimo, jaz vas gledam, pa ne samo jaz, marsikdo, fenomen, 8. marec je fenomen, to, kar je vam uspelo recimo z referendumom o vodi, z takšno udeležbo, to vam veliki strokovnjaki priznavajo, da je to eden večjih dogodkov od osamosvojitve Slovenije. Tako da res to ni ena običajna povprečna zadeva. Me pa zanima, a je v vas že prisotna, glede na to, da ste, pa bom kar tebe vprašala, glede na to, da si tako mlada, a je v tebi že prisotna tista negativna nastrojenost, že opažaš to, ali je še vedno ta mladost, upanje, svetobolje, pač vse te zadeve Jaz vedno lahko pravim, da to, kar mi lahko. delamo, lahko delamo samo, če zelo naivno verjamemo v dobro ljudi in verjamemo v neko lepoto in verjamemo v to, da se stvari dajo spremeniti. Torej, vedno, kadar se mi lotimo ene akcije, je naša predpostavka ta, da smo ljudje solidarni, da smo ljudje dobri, da ljudje hočemo delati skupaj in da bojo že prišli k nam še tisti vsi, ki jih ta stvar zanima, ta neka pobuda. In pri referendumu za čisto pitno vodo se nam je tako prvič pridružilo res ogromno prostovoljcev in prostovoljk, predvsem
upokojencev in upokojenk in študentov in študent, kar razbija še en mit tega medgeneracijskega sodelovanja, ki je v resnici izjemno prisotno in izjemno pomembno. In potem pri kampanji Gremo volit še več prostovoljcev. Ne? Torej, že samo to dejstvo, da mi vemo, da ko nekam stopimo in o nečem govorimo in se odločimo za eno kampanjo, da nismo sami, da imamo za sabo neko vojsko ljudi, ki deluje podobno, ki nikoli ni žaljiva, ki je vedno prijazna, ki je sicer odločna in jasno ve, kaj je tisto skupno, kar nas povezuje, to je narava, socialna država, skupno dobro, ti da že nek občutek, da hej, se pa ni tako grozen in daj gremo naprej in se imejmo dobro. Druga stvar, ki pa je pa prav to, da kar mi v inštitutu vedno delamo in kar se meni zdi, da sploh takrat, ko sem jaz že zelo utrujena, pa imamo zelo veliko, kdaj pozabimo, pa se vedno znova vračamo k tem, je to, da to, kar mi delamo, lahko počnemo samo, če se imamo dobro in če se imamo radi in če smo kolektiv. In najpomembnejše se meni zdi, da ko delamo kampanje, se mi ogromno smejimo, ogromno se hecamo in se mi zdi, da je to tudi tisto, kar nam nekako daje neko možnost drugačnega delovanja. Tako da to je... Ja, hvala ti za ta odgovor. Opazila sem recimo drugačnost tudi v tem, da ti recimo precej tudi izražaš svoja čustva oziroma neke stvari, ki jih za, bom rekla, uradno osebo, ne celebrity, ne, ampak recimo osebe, kot je recimo direktorica inštituta 8. marec, recimo, če bi to bilo nekje v eni drugi v drugem okolju ali kaj takega, nismo vajeni. Ne? Ti pa kar pokažeš, izraziš svojo ali tudi nemoč, prizadetost, občutljivost. Zakaj? V bistvu se mi je izkazalo na dolgi rok, da je to najlažja možna pot. Na začetku, ko smo mi začeli delati, smo vedno prikrivali, da mogoče česa ne znamo ali pa da mislimo, da nam ne bo uspel ali pa da se nam zdi nemogoče, da nekaj rata. Potem pa s časoma, sploh po bitki zaradi definicijo kaznivega dejanja posilstva, pa sem jaz začela dobivati občutek, da vse, kar ljudje rabimo, je neka bazična iskrenost. Da smo naveličani velikih besed, da smo naveličani obljub, da smo naveličani nekega trepljanja po rami in pokroviteljstva, ampak da, če si povemo direkt, da se zelo dobro razumemo in točno vemo, kaj kakšna stvar pomeni. In sploh tudi ta distanca Amerike, to, da sem jaz eno leto živela v čist drugem kontekstu, da imam jaz občutek, da ne samo, da imam svoje ljudi v Sloveniji, ampak če se mi karkoli zgodi in tudi zdaj, ko sem imela to obdobje res izjemno velikih groženj s smrtjo, napadov, da imam jaz za sabo mednarodno skupnost, da lahko kadarkoli se odločam, pa se skrijem v kakšno afriško državo ali pa v Indijo in počivam, mi je dal neko moč, da sem probavala stvari, ki jih drugače mogoče ne bi. In ko sem prvič spregovorila iskreno o tem, kar se dogaja, takrat sem objavila na Facebook tudi fotografijo s tem, kako jokam, ko so začeli napadati desni mediji mojo preteklo službo. Sem se jaz prvič počutila zares osvobojeno. Zaradi tega, ker kar so te grožnje, napadi, pritiski vedno počeli, je bilo to, da so te utišali. Pač dali so ti občutek, da bod malo bolj tiha, ne se postaviti po robu. Potem, ko pa enkrat to prebijaš in rečeš, hej, tukaj sem in govorila bom in povedala bom, kaj se dogaja, pa je to ena neznanska moč in nehate biti strah in postaneš pomirjen in zato se mi je zdelo to v bistvu tudi na koncu te kampanje, ki smo jo zdaj nazadnje imeli, izjemno, izjemno pomembno. Nika, kako ti gledaš, tebe je recimo francoska vlada imenovala za eno Evropejk leta, ne? Kako ti doživljaš, hočem reči, da mi to govori o tem, da me zanima v bistvu, no, marsikakšen tvoj pogled tudi širši oziroma vizionarski oziroma malo preko kakšne meje, kako gledaš na ta čas? Tebi se dogajajo osebno velike spremembe, ampak v celem svetu se dogajajo nenormalno velike spremembe. Kam to vodi, kako vidiš ta čas, v katerem smo? Če sem jaz upala, da mi bo to obdobje v Ameriki dalo priložnost najti neko upanje in neko dodatno prepričanje, da na dolgi rok bojo stvari v redu,
je v resnici zame odprlo en drug pogled na svet. In to je to, da ko sem spoznala življenja svojih sošolcev in sošolk iz držav tretjega sveta, torej iz Afrike, Indije, sem ugotovila in hkrati poslušala recimo vrh ameriške politike, kako delujejo, sem ugotovila, da mi smo toliko majhni in toliko nepomembni, da v resnici veliko geostrateško igro pelje Amerika in nasrkajo zelo jasno in zelo direktno države tretjega sveta. Mi imamo pa ta privilegij, da smo nekje vmes in da smo ravno prav majhni, da lahko stvari, ki smo si jih priborili, kot je javno zdravstvo, javno šolstvo, neki mehanizmi institucionalne solidarnosti, da jih lahko ohranimo. Meni se je včeraj se mi je zgodilo, bila sem na kosilu z Nino Dragičevič in Natašo Velikonija, ki sta tukaj na rezidenci, in enim mojim sošolcem, ki prihaja z Malavija. In potem je on rekel, kaj na rezidenci sta, država vam da stanovanje, da pišete knjige in še neko štipendijo za to, pa to je toliko razvit svet, mi tega sploh ne razumemo. In to je neka ta perspektiva dodatna, ki se je meni odprla, ki je vedno razmišljati globalno in vedno razumeti, kaj se globalno dogaja. Jaz sem tudi kdaj izpadla tukaj totalna budala, ker sem vprašala stvari, ki so se meni zdele samoumevne, pa so bile v nekem širšem kontekstu zelo privilegirano zaslepljene, pa sem imela sama sebe za nekoga, ki reflektira privilegije. Recimo, vprašala sem sošolca, ki je iz Indije, kakšna je prva situacija s prekernimi delavci. Pa se mi je začel sam smejati, pa je rekel, a ti veš, koliko je pri nas ljudi, ki živijo z manj kot $1 na dan, ne? Brez pogodb, brez vsega. Tako da širše gledano, veliko dela nas čaka in edini odgovor na to, kar se dogaja, edini odgovor na te neke situacije je globalna solidarnost in je to, da se povezujemo onkraj svojih meja in da točno vemo, da to, kar počnemo tukaj, ima nek vpliv tudi na to, kar se dogaja po svetu. A gledaš potem pozitivno na to obdobje, ali gledaš, gremo v nevarne čase, vse skupaj propada, zakaj nismo rojeni 50 let prej, recimo, ali gledaš, kakšne priložnosti, rojeva se nov svet in jaz sem del tega. Dejansko, kako čutiš? Kar jaz čutim je, taka je situacija, kaj iz te situacije lahko naredimo, da bo boljš in pravičnejšo za vse. Definitivno z neko distanco situacija ni rožnata, definitivno bomo mogli se boriti za neko okoljsko pravičnost, za ohranjanje nekih standardov. Vidimo, kaj se dogaja z Ukrajino in kaj nas čaka posledično, ampak kar se meni zdi najbolj pomembno od vsega je to, da ohranjamo neko upanje. Zame je upanje disciplina na dolge proge, je nekaj, kar je treba nenehno trenirati in takrat, ko ga kdaj ne začutimo, se spomniti nazaj, da je upanje v skupnosti, da je upanje v skupnem delovanju in pol se zgodijo neke stvari, ki te potisnejo naprej. Jaz sem zelo ponosna, da po recimo teh volitvah marsikdo reče, hej, upanje ste. Slovenija je postala upanje mednarodno gledano, ker ste preobrnili trend zmagoslavja avtoritarnih režimov. In to, da smo mi svojim delovanjem upanje za nekoga na drugem koncu sveta in to, da potem hkrati organizirane akcije drugih predstavljajo upanje za nas, v bistvu kaže na to, kako pomembno je, da delujemo skupaj in da dajemo to upanje drug drugemu. Nika, si ti ta lider, tudi se pravi psihološki lider, idejni lider, a si ti ta vodja, ki vse skupaj se pravi na tebi celostno stoji in pa a ti je ta univerza Columbia, ki je zelo slavna univerza v New Yorku, daje kaj nekih novih moči, novih znanj oziroma novih orodij tudi v pristopu k delu in k spremembam? Jaz sem bila zbrana že prej za prvo generacijo razreda evropejskih voditeljev Obamove fundacije in potem so me povabili, da sem se prijavila še na to štipendijo.
Jaz sem tja prišla zelo naivna in razlagala v moji skupini prijateljev, s katerimi delamo najrazličnejše stvari in se imamo lepo in nikoli sama sebi nisem upala reči vodja, ker se je meni zdelo, to je pa res pretenciozno, kaj pa jaz delam tacga, jaz malo pač organiziram, planiram in pol nekaj naredimo. In pol v bistvu to celo sodelovanje z različnimi ljudmi, to celo sodelovanje z spoznavanje ljudi iz cele Evrope, ki delajo podobne stvari kot jaz, povezovanje z različnimi organizacijami mi je dalo prvič neko sigurnost, da hej, to, kar jaz delam, ni samo en popoldanski hobi, je resno delo in je pomembno delo, ki je tudi mednarodno priznano. In potem to leto, ko sem ga tukaj preživela, mi je dalo možnost, da se ukvarjam samo s tem, torej da se ukvarjam z inštitutom, da se ukvarjam s temami, ki so pomembne za inštitut in predvsem se mi zdi, da pač sploh punce, da je to zelo spolno zaznamovano, smo pogosto toliko nesigurne in dvomimo vase in zdi se nam, Bog že kdo drug, ki je večji strokovnjak, ki je povedal, pa pojasnil, pa naredil neke stvari. Meni je pa rih to, da predstavljam dekamno Kolumbije in profesorjem delovanja inštituta, da so me tukaj povabili predavati, da vidijo vrednost v tem, kar delam. Mi je dalo predvsem eno sigurnost in sigurnost v tem smislu, da kar delamo je dobro in kar delamo je nekaj, na kar smo lahko ponosni in lahko grem s tem mirno naprej in v neke nove zmage inštituta. A karkoli obžaluješ? A se ti zdi, da bi lahko kjerkoli ali na kaj se odzvala drugače, ali česa ne dopustila, ali se kje drugače postavila? Profesionalno gledano, pač v smislu delovanja kolektiva, kako smo, kaj počnemo, ni stvari, ki bi jo obžalovala. Predvsem zato, ker se mi zdi, da kot kolektiv mi delujemo tako, da ko se zgodi neka napaka, mi nikoli ne pripišemo teže tej napaki, nikoli ne rečemo, zdaj pa to usodno, dokončno. Ne, mi smo zelo hitri, mi rečemo, ojoj, to se je zgodilo, reflektiramo, gremo naprej, probamo nekaj narediti iz tega. In v tem smislu se mi zdi, da ful je bilo napak, skozi delamo napake, ful je bilo nekih stvari, ki bi jih lahko naredili boljš. Ful je enih stvari. Kakšne napake recimo? Samo da si predstavljamo. Zgodi se to čist neumna zgodba. Zbirali smo podpise za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva in smo se celi skurjeni vozili po celi Sloveniji in pobirali po 3, 4, 5 podpisov. In neskončno enih krajev je bilo, kjer smo prišli in potem ni bilo nikogar, ali so se pa ljudje sam hoteli malo z nami pogovarjati, ali pa so nas hoteli samo pozdraviti. In v tistem trenutku, ko ti delaš ful veliko kampanjo, se ti to zdi, oj, pa kaj smo zafrknili, da zdaj tle se cjazimo po Sloveniji, mi moramo podpise nesti v državni zbor. Ampak hkrati pa pol vedno se najde nek glas v kolektivu, ki reče, ampak smo pa spoznali ljudi, smo pa videli Slovenijo, smo pa šli na teren, smo se pa pogovarjali. Ne? In se mi zdi, da to so neke stvari mogoče, ki bi jih bilo treba bolj splanirati. Ali pa, ne vem, toliko enih stvari je šlo narobe z upravnimi enotami, pa oddajanjem podpisov. Pa tako da vedno se nekaj zgodi, ampak ker smo pa res zvesti svoji vsebini, ker res premišljeno delujemo in ker res delujemo v skladu s tem, kaj pač verjamemo, pa na dolgi rok na ta način nič ne obžalujemo. Jaz imam svoje obžalovanje, moje obžalovanje je vedno to, da jaz toliko delam, da jaz imam pravilo, da moram delati največ v kolektivu, da moram delati najbolj šiti stvari, zaradi tega, da pač, ker se mi zdi fair. In jaz čist zamrznem vedno svoj privaten life in zadnje 3 mesece v Ameriki, ko smo delali Gremo volit kampanjo, ko sem letela v Slovenijo in nazaj, sem na nek način izgubila 3 mesece brezskrbnega New Yorka, 3 mesece muzejev, galerij, predstav in na neki privat ravni si zdaj, ko je kampanja mimo, to recimo učitam, ampak ko pa pomislim, kaj bi se pa lahko zgodilo, če mi te kampanje ne bi delali, pa vem, da je bilo pač preprosto prav in tisto, kar je prav, ni nujno, da je tudi prav zate ali pa da predstavlja nek užitek. Ja, razmišljam ob tem, pogovarjala sem se kdaj, čeprav nikoli nisem delala političnih intervjujev, vedno so me zanimale osebnosti, njihova poslanstva, njihova dejanja, njihove vizije, ampak vseeno
je prišlo do mene sporočilo recimo iz političnega vrha pred leti, politik je profesionalni lažnivec. Da to je pravilo kot 1+1 je 2. A ne? A se tega zavedaš, oziroma ali misliš, da prihajajo drugačni časi, ali je to naivno vprašanje, da prihajajo drugačni časi, kjer boš lahko kos zadevam, tudi na kakšen drug način, kot samo z profesionalnimi lažmi? Ne vem, jaz lahko čisto iz osebne perspektive povem, da eden od razlogov, zakaj jaz tudi ne grem v politiko, je to, ker jaz mislim, da niso politiki naravno slabi ljudje in ni to, da prestopiš v prag institucionalne politike, nek dokaz, da imaš ti slabe namene ali pa da si slab človek. Mislim pa, da je institucija parlamenta in celoten sistem zgrajen tako, da moraš sklepati kompromise in da je del tega tudi to, da postaneš profesionalni lažnivec. Torej, da je to vgrajeno v samo institucijo. Kako se temu izogniti in zakaj se mi zdi recimo pomembno, da mi obstajamo in da obstajajo neke organizacije, ki to nenehno ustavljajo, je pa s tem, da se poslanci zavedajo, da jih kontroliramo in da pazijo na svoja dejanja in da vzpostavimo to zavedanje, da so oni odgovorni nam, da niso odgovorni samo sami sebi. Kar se mi zdi mogoče, kaj bo v prihodnosti, čisto iskreno nimam pojma. Vem, da trenutno živimo spet v državi, kjer nas nihče ne napada na Twitterju, kjer obstaja neka vsaj izrečena želja po dialogu z nevladnimi organizacijami, kjer je koalicijska pogodba taka, da je izjemno progresivna in se prizadeva za dobro življenje vseh ljudi. Kaj se bo pa zgodilo na osebni ravni predsednika vlade Novega ali pa poslancev, pa bom ti lahko povedala, ko jih bomo prvič za kaj napadali in ko bomo videli, kako se bojo odzvali na kritiko. Prej so pa to obljube in je lepo, da so in je pomembno, da so, ampak pokazala bojo pa dejansko potem dejanje. Nika, kako gledaš na feminizem, kako gledaš na ženske skupnosti, kako gledaš na ženske kolektive? Mi smo pretežno in večinoma ženski kolektiv, jaz si nikoli tega nisem mislila, da bom jaz delala v ženskem kolektivu. Tudi tukaj v Ameriki večino časa preživim s svojimi moškimi sošolci, vedno sem imela tudi nekako privat več prijateljev kot prijateljic, ampak pol se je pa zgodil Inštitut 8. marec in se je zgodila ta neka naša skupnost, ki v bistvu nikoli nismo razmišljali, da smo same punce, ampak se je tako zgodilo. Kaj jaz mislim o feminizmu? Feminizem je nujen in sestavni del mojega pogleda na svet. Razumem pa feminizem kot prizadevanje za odpravo vseh oblik neenakosti, revščine, neenakosti, ki prihaja recimo zaradi podnebnih sprememb in tako naprej, ki vključuje tudi perspektivo spola. Torej pogled, ki se zaveda, da pač v tem sistemu, v katerem smo, je nekako naravno sistemu, da je en spol drugi spol, torej je en spol tisti spol, ki nas srka in to je pač ženski spol, da ne govorimo o transspolnih skupnostih. Pomembno pa se mi zdi, da feminizem ni samo preštevanje, niso to ženske kvote, ni to opozarjanje in tolčenje po mizi, kje so ženske v medijih, kje so ženske v filmih, ampak je neka celostna perspektiva spreminjanja zakonov in naslavljanja teh neenakosti. In feminizem kot gibanje je nujno potreben, nujno pa je potrebno, da so vanj vključeni vsi spoli in da si za odpravo teh neenakosti prizadevamo vsi skupaj. Skratka, gledaš precej razumsko oziroma realno in vidiš tudi recimo probleme, ki jih lahko ali jih je prinesel feminizem oziroma neke različice feminizma. Jaz vedno pravim, da feminizem ne obstaja samo en, ampak obstaja recimo različne veje in ta veja, v katero jaz verjamem, je pač feminizem, ki si prizadeva za odpravo vseh oblik neenakosti. Kaj se ti zdi? Pač 1000 žensk nas je, 1000 nas je različnih, vsaka ima svoj faktor, bom rekla. Ne? Ampak kaj se ti zdi, da je tista res naša največja odlika, recimo sodobne ženske, pa bom rekla evropske ženske, katere se res moramo zavedati, začeti zavedati in jo močno
vzeti vase in iz nje živeti, recimo? Mi katere so imamo te vrline? neverjetno dediščino feminističnega boja. To, da imamo v ustavo zapisano pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, je posledica prizadevanj številnih izjemnih žensk. Pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok se je v ustavo zapisala tako, da so se povezale poslanke desnih in levih strank, ko se je delala ustava, in da so skupaj to zahtevale. In ta neka želja po sodelovanju, ta nek poskus spremembe, neka vztrajnost je tisto, kar nam mora biti vsem navdih. In kar mora biti sporočilo, da hej, živimo na delu sveta, ki nam omogoča javno zdravstvo in javno šolstvo. Živimo na delu sveta, kjer imamo veliko večjo stopnjo enakosti, kot recimo že samo v Ameriki, kjer imaš ti revne na vsakem vogalu, vsake ulice. Ni izgovorov, da si ne priborimo boljšega in pravičnejšega sveta, in ni izgovorov, da fajtamo samo za svojo rit. Nika, kaj je zate duhovnost? Duhovnost je postala, en del duhovnosti ali pa tako imenovana duhovnost je postala v svetu, bom rekla, na eni strani modna muha, na drugi strani preplavila je svet, na tretji strani pa se sprašujemo, ali je to prava duhovnost. In kaj to je? Kaj je zate duhovnost? In kako pomembna je v tvojem Jaz življenju? sem v resnici, kar se teh stvari tiče, precej, kako bi rekla, nikoli ne bi sama zase rekla, da sem nek duhovni tip človeka. Imam pa razvite neke prakse, ki mi omogočajo, da se osredotočam, da se umirim, da premislim in da reflektiram. Ena od takih praks je branje. Jaz verjamem, da je branje na nek način lahko tudi meditativno početje, ker ustaviš vse okoli sebe in se preprosto prepustiš enemu besedilu in ni teh nenehnih zunanjih dražljajev, ki nas vedno poganjajo v najrazličnejše smeri. Imam pa še eno prakso, ki sem jo tukaj razvila, in to je, da grem enkrat na teden sama nekam. Jaz pravim temu, da imam zmenek sama s sabo in se peljem v galerijo, muzej, na sprehod. In slavljenje tega časa, ki ga preživiš sam, se mi zdi izjemno, izjemno pomembno in se mi zdi, da ti odpira neke čisto nove perspektive. V tem trušču okoli sebe in kaosu najdeti tišino se mi zdi izjemno, izjemno pomembno. In meni je Amerika prav dala to. Ni mi dala nekega novega naboja za spremembe, ni mi dala nekih veščin, ki jih bom jaz vsak dan uporabljala, dala pa mi je to, da sem se naučila, da sem jaz na koncu spet samo človek in da ta človek potrebuje svoj mir, svoj prostor, svojo tišino in da jo je treba negovati. Še zadnje vprašanje. Verjameš v usodo? Rekla si, da nisi duhovno tako zelo usmerjena, recimo, ne? Čeprav tvoj odgovor priča malo drugače, ampak verjameš v usodo ali ne? Verjameš tudi, da je usojeno, da si v Ameriki in da se je zgodil 8. marec, da kljub temu, da si imela v šoli, recimo, kar si omenila, probleme pri matematiki, fiziki, telovadbi, da nisi bila nadarjena za inštrumente, da vseeno te pa je usoda vodila. Ja, jaz verjamem, da je življenje krasno in nepredvidljivo, in ena od stvari, ki jih jaz probam početi, je to, da ko se pojavi neka možnost ali pa nek potencial drugačnega, da se tega uprimem, torej da se ne ustrašim možnosti in da grem v to smer. In ja, jaz mislim, da stvari se dogajajo zelo nepojasnjeno in nikoli ne veš, kaj nas čaka, za katerim vogalom. In predvsem se mi zdi, da če delaš, moja mami vedno reče, svet je na dolgi rok pravičen. Če delaš, če vztrajaš, če imaš neke čiste namene in jasno vizijo, se stvari sestavijo skupaj in zraven dobiš še kakšna presenečenja, ki pa ne samo, da so mogoče posledica usode, lahko so tudi usodna za to, kam bo tvoje življenje šlo. Hvala ti za ta pogovor. Tebi.